Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Sodelovanje med Prešernovim gledališčem Kranj in Gimnazijo Kranj poteka že vrsto let. Gledališka zasedba dijakom pomaga pri produkcijah in izvedbah uprizoritev. Tokrat so kranjski gimnazijci uprizorili Bartolovega Alamuta, ki je nastal pod režisersko taktirko Milana Goloba, sicer PR-ovca Prešernovega gledališča. Sicer se pa zdi, da je to super projekt, ko je nastalo nekaj v sodelovanju s Prešernovim gledališčem, tudi idejo so nam dali, torej to sodelovanje so ponudili oni in mi smo seveda veseli. Mi smo že tukaj s kranjskim odrom Kmajden Huzejrovič, tudi naš dijak, že imeli kar nekaj predstav, zaradi pa to režiser Prešernega gledališča nam da veliko suporta, to mi smo pa dali igralce, no pa mislim, da so upravičili zaupanje. Mislim, da na Gimnaziji Kranj zelo dobro delajo, tudi moram reči, da so redni obiskovalci naših predstav, imajo srečo, da imajo gospod Logar za, bom rekla, mentorico, da jih nekako spodbuja k temu, da vzljubijo gledališče in to se pozna. Zgodovinski, psihološki in filozofski roman Alamut slovenskega avtorja Vladimirja Bartola iz leta 1938 govori o vladavini diktatorja Hasana ibn Saba v trdnjavi Alamut, kjer islamski voditelj uri mlade vojščake v bodoče fedaje pod svojim naukom nič ni resnično, vse je dovoljeno. Odrsko prizorišče v stolpu Škrlovec se je včeraj zvečer prelevilo v trdnjavo Alamut iz časa 11. stoletja. Oder smo opremili s publikom. Za tale Alamut je zelo značilno, da je publika zelo blizu, da so igralci izredno povezani z gledalci in ta energija pravzaprav kumulira v nekakšno sredico, ki je ta dogajalni prostor, na katerem sedaj stojimo. Želel sem, da so iz vseh strani oziroma iz treh strani so obdani z publiko, na eni strani je potem zvok, za katerega je s svojimi bobni in orientalskim pridihom poskrbel dijak in skladatelj Dan Ažman. Jezik v predstavi je stiliziran, čist in privzdignjen. Na ta način so skušali prikazati na eni strani pritlehno plat novačenja novih terorizmov, na drugi strani pa fanatično vznesenost in misticizem. Tako da imamo to razpetost nekako med nebom in zemljo in jezik je tukaj res v funkciji nekega estetiziranja, neke privzdignjenosti, ki je nekako tudi ritualna. Veliko ritualnega, veliko je nekih repetitivnih vzorcev, ki v nekaterih momentih pravzaprav privedejo v trans, se pravi neko odmaknjenost, neko zamaknjenost igralcev, pa tudi njihovih likov seveda, ker je nekako v skladu z to indoktrinacijo. Bartol je Alamuta napisal v času socialnega realizma, zato roman takrat ni požel velikega navdušenja. Je pa toliko bolj priljubljen danes, saj je kot nekakšen prerok napovedal prihodnost islamističnih terorističnih napadov. Seveda je pa izredno aktualen zaradi tega, ker je neposreden, ker se napaja skozi filozofijo, recimo nihilizma, fenomenologije in drugih filozofij. Zelo blizu je resnice, njegov roman, zelo veliko se s tem ukvarja in to je nekaj, kar potem da to razsežnost, da je to delo, ki je za vsak čas. In tako je vezalo te pojave terorizma v 2001, tako jih veže danes, ko se je terorizem nadgradil in je šel naprej. Terorizem napreduje, se širi in postaja vse hujše zlo. Z odlično uprizoritvijo so to prikazali tudi kranjski gimnazijci, ki so s svojim talentom še enkrat pokazali, da se za prihodnost gledališča ne rabimo bati.